Nadaljevanje filma Montevideo zaznamuje tudi slovenska ustvarjalnost. Vsi so si zapomnili glasbeno podlago, katere avtor je odlični Magnifico. Zelo zaupam Bjelogrliču, mislim, da je izreden filmski delavec, ki se spozna na vse aspekte filma, ne samo režijo, kot producent, kot režiser, kot igralec, scenarist in nekako vedel sem, da bo dober izdelek. Spoštovanje je vzajemno. Jako sam srećan da mislim da kada sam birao da sam dobro izabrao. Verovao sam da on to može, a on mi je ponudio mnogo više nego što sam ja mislio. V glavnih vlogah so se predstavili mladi srbski igralci, ki na Balkanu veljajo za največje zvezde filmske industrije. Kako pa je v Sloveniji? Evo, po reakciji publike na premijeri filma, mislim da će to biti, će se publika ovdje oduševiti filmom. Stvarno, nisam očekivao da će biti takva reakcija. Odlični Đuro je vlogo Paka zaznamoval s svojim značilnim smislom za humor. Na premiero ga ni bilo. Mojači skozi potuje, tako da mislim, da je v Dubaju, ja. Montevideo si je ogledala tudi publicistka Vesna Milek. Meni se zdi to film, ki bi ga potrebovali tudi Slovenci. S kritičnim očesom pa si ga je privoščil tudi režiser Mitja Okorn. Prvi del je bil malo boljši, ta je malo preveč razvlečen, ampak Bjelogrlič res zna delati filme in vrhunski scenarij, vrhunski glumci, razen tega Američana, ki je malo tako. Ampak res hud film, no. Gre za eno najdražjih produkcij v regiji. Na Balkanu si je film ogledalo že skoraj 500 000 gledalcev. Ne dvomimo pa tudi v uspeh v Sloveniji. Zabava se je nadaljevala še dolgo v noč. Prisotnost kamer je bila prepovedana.